Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vse v vašem življenju se lahko zdi kot mrtve, suhe kosti, vendar če začnete prerokovati tem suhim kostem Božjo besedo, moč je v vašem jeziku. Moramo se znebiti zmešnjave v svojem življenju. Pismo Jakobu pravi o jeziku. Z njim hvalimo Gospoda in Očeta in z njim preklinamo ljudi, ki so stvarjeni po Božji podobi. Želim, da bi moje besede imele moč, ko vam govorim. Moje besede morajo biti maziljene. Če lahko pričakujemo od vas, da boste sedeli tukaj, poslušali in boste vedno znova prihajali nazaj dan za dnem ter gledali TV program. Moje besede morajo biti maziljene in te ne bodo takšne, če bom poskušala izgovarjati Božjo besedo samo v javnosti, vendar z zaprtimi vrati uporabljala svoj jezik za precej posvetne namene. Zato vas naprošam danes, da vzamete resno to stvar, kajti Bog vas potrebuje, On vas hoče uporabiti. On hoče posvečenje, moč Svetega Duha v vašem življenju. Vendar morate z njim sodelovati. Besede prinašajo neverjetno ustvarjalno moč. Poglejmo k Izaijo 55:10-11. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, in nadaljuje, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust, ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel in uspela v tem, za kar sem jo poslal. To pomeni, da ko izgovarjam Božjo besedo s svojim jezikom, ne svojo besedo, ampak Božjo, potem zalivam seme, ki sem ga posadila ob svojih aktivnostih v življenju in mu dajem rast. Naprimer, če se boste namenili, da boste marljivi, darežljivi sodelavci, potem bodite pozorni, kako govorite o svojih financah. Če ste posadili seme v Božje kraljestvo, potem ga nikar ne ubijte z izrekanjem negativnih stvari o svoji finančni prihodnosti. Nikoli se ne bom izmazal iz dolgov, nimam denarja, ne morem si nič privoščiti. Ne, raje recite, naredim, kar morem in Bog skrbi zame. Glava sem in rep, jaz sem nad vsem in ne spodaj. Lahko posojam denar drugim in meni se ga ni več treba sposojati. Vi to zmorete. Pa si domišljate, da je takšno mišljenje nemogoče za vas, vendar vam pravim, da ni tako. Pred sabo imam izpovedni listek, ki sem si ga naredila precej nazaj, v letu 1977. Še preden sem kogarkoli slišala govoriti o tem. Bila sem zelo negativna oseba in mi je Gospod rekel, da naj končam s tem negativizmom. In po 6 mesecih sem rekla, nisem več negativna, vendar se ni nič spremenilo. In Bog mi je spregovoril, nič pozitivnega še nisi izrekla. Ni dovolj, da kar zapreš usta, ampak moraš izreči prave stvari. Amen. Tako mi ni nihče učil tega. Nikoli nisem slišala duhovnika, da bi o tem govoril, nisem brala v knjigah. Ampak me je Bog vodil, da sem napravila izpovedni listek. Zabeležila sem si vse, kar sem izrekla na glas po Božji besedi 2-krat na dan in to vsak dan. Ena stvar, ki sem jo v tistih časih izrekala, je bila: Gospod te napravi za glavo in ne za rep, samo navzgor boš šel in ne navzdol. Posojal boš mnogim narodom in se ti ne bo treba sposojati. Tako je zapisano v 5. Mojzesovi knjigi 28. poglavju. In zares neverjetno, izjemno neverjetno, da nam je Bog dal duhovno službo širom po svetu, prav zaradi uporabe televizije, skoraj 2/3 sveta, z sedeži v 18 različnih deželah in nam ni treba plačati nikoli niti centa za obresti. Za vse je bilo plačano v gotovini. Nekateri izmed vas boste mislili, za vas je to lahko. Vendar vi niste bili tam. Ko sem hodila okrog svoje hiše, ko nisem imela nobenega denarja in sem kupovala rabljene otroške obleke v garažah in nisem imela nobene možnosti za govorjenje. Bila sem
Brez denarja, zmešana ženska, ki so jo zlorabili, vendar sem verovala Bogu in sem zaupala, da me bo ozdravil, ter sem čutila, da je moj življenjski poklic poučevanje. Poučevala sem majhno biblično skupino 25 ljudi. Niste bili tam v tisti hiši, ko sem govorila, glava sem in ne rep, zgoraj sem in ne spodaj, posojam mnogim narodom, vendar se mi ni treba nikoli sposoditi. Ne morem si niti zamisliti denarja, ki je pritekel za širjenje Božjega kraljestva in nam dal razumnost, da ga prihranimo in na ta način uporabimo. Ne pravim, da je narobe, če storite vi drugače. Hočem vam samo reči, da verjamem v sadove vseh teh let, ko sem izpovedovala Božjo besedo. Na izpovednem listku imam neko stvar in to je bilo v času, ko sem imela majhne otroke. To so bile, ko sem začela izrekati te stvari, nič ni bilo res. Čisto nič. In počutila sem se kot idiot. Vsakdo me ljubi in jaz ljubim vsakogar. Ljudje me niso mogli prenašati in sama jih nisem marala. Tole je dober primer. Moj sin David, ki je najstarejši, ima prijetno osebnost in ni uporniški. V resnici sem se veselila, ko je ta fant pri 18 odšel od doma. In sedaj je on v Afriki in vodi nov center za evangelizacijo. Vodi svetovne programe. Morate biti previdni, kaj rečete o svojih otrocih. O, iz tebe ne bo nič dobrega, nič ne znaš pravo narediti. Končajte s tem, končajte, vam pravim. Nikar ne poskušajte gledati na svojega otroka in mu reči, slab fant si, raje recite, to, kar si storil narobe, vendar ti si dober. Dober si, polno dobrih strani imaš. Svojim otrokom povejte, vse zmoreš storiti po Kristusu, ki ti daje moč. Naučite jih, da se jim ni treba primerjati z nikomer drugim, kajti so nekaj posebnega in imajo Božjo pomoč. Naučite jih stvari, ki jih vaši starši morda niso vedeli, da bi vas naučili. Včeraj zvečer je bila pri meni moja hčerka Laura. Rekla sem, moja hčerka Laura deluje z božansko modrostjo in samoobvladovanjem. Bila je najbolj lena in brezbrižna. Vedno smo imeli borbe. Morala sem jo opominjati o stvarih, ki jih je puščala vse naokrog. Popoln nered je bil. No, in ona sedaj skrbi zame. Bolje za vas, da začnete govoriti prave stvari o svojih otrocih, tudi če niso trenutna realnost. Vi lahko poimenujete te stvari, pa čeprav te še niso na vidiku, kajti služimo Bogu, ki govori o neobstoječih stvarih, kakor da bi obstajale. Nehajte imenovati stvari kot so, ali pa bodo vedno ostale takšne kot so, ali pa še slabše. O, nikoli se ne bo spremenilo, ta se ne bo spremenil, nikoli nimam nič denarja. Poskušam, sestra. Upam, da tudi vi vidite, kar jaz vidim duhovno za vas. Vendar morate biti pri tem dosledni. Vedno znova in znova ponavljate to. Midva z Davidom še vedno to delava. David ima zvezek, ki je poln vsakodnevnih izpovedi o samem sebi, o duhovni službi, o naši družini, o sodelavcih. Bogu poveva stvari o vas, medtem ko vas učim, da tudi vi delate to zase. Naredite to zase. To je zame nekaj pomembnega, ker sem si želela, da bi me nekdo povabil za predavanje. Imela sem majhna biblična predavanja za 25 ljudi in eno takšno izpovedno geslo je bilo po telefonu in e-mailu, dobivam povabila za pričevanje vsak dan. In sedaj je to resničnost. Ta je zelo dober. Poslušna žena sem in v meni ni duha uporništva. David je bil zelo vesel, ko sem začela to izpovedovati. Bila sem jezikava in nikoli nisem odnehala. O, noben moški ne bo meni govoril, kaj ne delam in kako. In na to sem ugotovila v Svetem pismu, da je žena pokorna svojemu možu. Končno sem prišla do tega, vendar je trajalo nekaj časa.
Ena izmed mojih izpovedi je bila: poučujem Božjo besedo. Ojej, spominjam se. Hočem, da doumete pogoje, v katerih sem bila, ko sem s tem začela. Želim, da razumete, kaj je storila Božja beseda v mojem življenju. Zaradi tega pričujem Božjo besedo s takšno vnemo. Vem in vem, da je z Božjo besedo neločljivo povezana moč, če boste živeli po njej, jo ljubili, izgovarjali, premišljevali in naredili za najpomembnejšo v svojem življenju. Eno stvar sem vedno izpovedovala, da so moji otroci poročeni z... Vsi so sedaj poročeni s kristjani. Takrat še niso bili poročeni, ampak sedaj so vsi poročeni s kristjani. Naj bo slava Gospodu. Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust, ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel. Tega odlomka se spomnim vsakeč, ko grem ven poučevati. Verjamem, da bo Božja beseda, ki jo izgovarjam, obrodila sadove v vašem življenju. Jaz sadim Božjo besedo v zemljo vašega srca in ne bo brez uspeha. Rasli boste in se spreminjali in vaše življenje bo boljše in Bog bo prejel več slave od vas. Začnite prerokovati svojo bodočnost. To je toliko čudovitih tekstov. Izaija 46:10 pravi: od začetka oznanjam konec. In Izaija 42:9 pravi takole: glejte, prejšnje stvari so se uresničile, oznanjam pa nove stvari, preden vzklijejo. Karkoli hočete videti, da se zgodi, morate začeti govoriti o tem, kakor da se je že zgodilo. Zato jaz vedno znova in znova ponavljam: Bog deluje v mojem življenju. Mogoče tega ne vidim, vendar Bog deluje. On deluje v mojih otrocih. Bog deluje v osebi, s katero sem poročena. Bog deluje v mojih financah. Bog deluje. Mislim, da vedno, ko to izrečete, mogoče Bog pošlje še kakšnega dodatnega angela za vsak slučaj, da se uredi. Sveto pismo pravi, da angeli prisluškujejo Božji besedi. Vsakdo ima angela, ki nam pomaga v našem življenju. Angel varuh, angel, ki nam pomaga, nas podpira, nas varuje. Ti ne prisluškujejo našim pritožbam. Dajte no, nekateri vaši angeli se tako dolgočasijo, kajti ne vedo, kaj bi počeli. Dajte jim delo. Recite: v redu, angel, čas je, da vstaneva, greva na delo, kajti glava sem in ne rep, jaz sem nati, ne spodaj, posojam mnogim narodom in se mi nikoli ni treba sposojati. Povsod, kamor grem, sem blagoslov in vse svoje potrebe najdem v bogatstvu Božje slave po Kristusu. Hodim v sadovih svetega duha, ljubezni, veselju, miru, potrpežljivosti, dobrotljivosti, prijaznosti in tako naprej. Ezekiel 37. V vašem trebuhu se prižiga majhen ogenček, lahko vam zagotovim. Prva stvar, ki jo morate storiti, ko pridete domov, je, da naredite domačo nalogo. Na list papirja si napišete: o, Joyce, mislim, da sem pravkar kupil tvojo knjigo in bom uporabil tvoj seznam. Ne, že zdavnaj smo končali z lenobnimi stvarmi. Da, lahko kupite knjigo. Mene in moje besedičenje, kar kupite. Če ne bo na zalogi, jo naročite. Seznam lahko uporabite, vendar naredite svojo domačo nalogo. Zapišite si stvari, ki jih potrebujete, stvari, ki bi si jih želeli, da se spremenijo v vašem življenju in družini. Podkrepite jih z Božjo besedo in izgovarjajte: Gospodova roka je bila nad menoj, Gospodov duh me je peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je krog in krog ob njih. Glej, bilo jih je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile. Suhe kosti. Počutim se kakor vreča suhih kosti, o Bog. Rekel mi je: sin človekov, ali lahko te kosti oživijo? Rekel sem: Gospod Bog, ti veš. Tedaj mi je rekel: prerokuj nad temi kostmi in reci: suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo. Všeč mi je ta odlomek.
Tako govori Gospod Bog tem kostem. Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. S kitami vas bom obdal in dal, da bo zraslo meso na vas. Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod, zvišen gospodar, ki razpolaga s spoštovanjem in ubogljivimi službami. Poglejte, kaj se zgodi v 7. verzu. Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano, ko sem prerokoval, je nastal šum in glej, hrup, kosti so se približale druga drugi. Videl sem, glej, že so bile kite na njih, zraslo je meso in koža se je razpela čezne po vrhu. In tako vse naprej do 10. vrstice, ko se nenadoma postavijo na noge velika vojska, polna Božjega duha. Ni mi mar, koliko mrtvih suhih kosti je v vašem življenju. Vse v vašem življenju se lahko zdi mrtvo, vendar če začnete prerokovati tem kostem Božjo besedo, moč je v vašem jeziku. Amen. Tako lahko vplivate na svojo prihodnost tako, kakor govorite o samem sebi. Na svojo prihodnost vplivate, kako govorite o njej. Kako govorite, ko ste v težavah, v stiski in na preizkušnji, ima veliko opraviti z vašo prihodnostjo. Ko se je Jezusu približeval čas križanja, je povedal svojim apostolom in je zapisano v Janezu 14, čas se je približal. In je nadaljeval, z vami ne bom več veliko govoril. Mislim, da je to zelo zanimivo. Janez 14:30. Ne bom več veliko govoril z vami. Zakaj neki bi kaj takega rekel? V Izaijo 53 pravi, ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol. Kaj je vse to? Nikoli nisem mogla tega razumeti, dokler mi ni bilo dano. Tudi Jezus, ko je bil čas hude bolečine, se je odločil molčati. Veste zakaj? Zato, ker smo vse prevečkrat povzročali bolečino, ko smo odprli svoja usta. Zaradi tega ne storite tega, kar navadi počnete. Ko imate nek problem, da pograbite telefon in... veš, ne moreš verjeti, zopet se je zgodilo isto. Veš, kaj ti povem? Vsakeč, ko premem drobiž, ga vzame hudič. Tako sem utrujena in bolna vsega. Sovražim svoje življenje. Kaj misliš, da bi morala storiti ljuba Magda? Zakaj sprašujete nekoga, ki sam ne ve, kaj storiti, kaj bi vi morali storiti? Oprimite se Boga. Utihnil bom in ne bom spregovoril, dokler ne morem izreči kaj dobrega. Včasih samo izberite, da ste mirni. Amen. Pa nismo takšni. Kadar smo v težavah, hočemo samo govoriti, la. Mislim, če rečem, kaj vam danes, posrečeno bom seveda imela nekaj časa in ti mi lahko poveš vse, kar te teži. O, moj Bog. Sprašujem se, koliko bi jih bilo dovolj pametnih, da bi rekli, veš kaj, Joyce, nič nimam za povedati. Pustila te bom, da dokončaš in bom šla domov, blagoslovljena sem. Joj, to bi bilo močno, a ne? Neka druga stvar, ki vpliva na vašo prihodnost, je, da ste zvesti svojim besedam. Če bomo mož beseda, potem moramo verjeti v besedo, govoriti o tem in jo obdržati, kakor Bog drži svojo. Če komu rečete, ga boste jutri poklicali, potem ga jutri pokličite. In če ga ne morete jutri poklicati, potem morate to povedati. Ali pa poiščete nekoga drugega, da se mu opraviči v vašem imenu in mu pove, kdaj ga boste lahko poklicali. Če svojim otrokom obljubite nekaj, potem to storite. Držite besedo, držite obljubo. Pravzaprav bi si želela, da bi za to imela čas, vendar ga nimam. Če ne držimo obljub, ki smo jih obljubili Bogu, bo delo naših rok neučinkovito. Tako pomembno je to. In danes je tako zelo težko najti ljudi, ki storijo to, kar so rekli. Koliko izmed vas se zaveda, da je to pereč problem? Ampak to ne bi smel biti naš problem.
Tudi naše besede vplivajo na prihodnost naših odnosov. Mnogi ljudje se danes ločujejo samo zaradi tega, ker niso uporabili pravih besed, ko so govorili. Naj vam nekaj povem. Če ste v svojem zakonu prav sedaj na mehkih tleh, verjamem, da boste prišli domov in boste v veri začeli govoriti prave stvari. Videli boste, da se bodo stvari obrnile. No, bolje, da sedaj malo bolj glasno zaploskate. Ne bom predolgo stala tukaj. Hvaljen bodi Gospod, on mi nikoli ne reče nič dobrega in tudi jaz mu ne bom nič rekla. Dajte no, ne bodite otročji. Vi bi morali biti duhovno zreli, tisti z Božjo besedo. Veste kaj? Kdorkoli je najbolj duhoven, stori prvi to, kar je prav. Amen. Požrite svoj ponos. Izrecite pozitivne stvari. Ko ni nobenega doma, pojdite po hiši in recite: blagoslavljam ta dom v Jezusovem imenu. Naženite duhove prepira iz hiše. Mi se v tej hiši ne bomo prepirali, zajedali ali pričkali. To je hiša miru. In na tem vztrajajte in vztrajajte. Ne dopustite, da vam hudič uniči družino. Ne dopustite, da vam hudič ukrade vaš zakon. Ne dopustite, da vam ukrade otroke. Ne dopustite, da vam ukrade vaše vedenje o tem, kdo ste v Kristusu. Ne dopustite, da vam ukrade prihodnost, ko se oklepate neumnih misli, ko odprete usta, prihaja iz njih samo smeti. Amen. Nekaj recite namenoma. Poglejmo k drugemu pismu Timoteju, 2. poglavje, 23. vrstica. Ogibli se, zapri svoj pred in samo dodajam, da zaprete pred tem jezik, ter ne imejte nič opraviti s tem bolnim, nespametnim in neumnim govorjenjem o nesmiselnih vprašanjih. Saj dobro veste, da rodijo prepire. Čudim se, ko sva se v preteklosti z Davidom prepirala o najbolj neumnih stvareh. Mislim, to so bile neumne stvari. Kdo je bil ta igralec na televiziji? Slišali ste že mojo zgodbo. David je vedno mislil, da je vsakdo Henry Fonda. Vem, da nekateri ne veste, kdo je Henry Fonda, vendar veste, da sem ga poskušala usmirjati. Poskušala sem mu povedati, katera smer je prava, vendar je bilo brez koristi. No, naprimer, da sem rekla: dobro, kam zdaj greš? Moral bi iti v železnino. Prav, tja greva. Ne pa ne, kako misliš priti tja na ta način? La. Dajte no, gospe. Sama sem se končno ustavila, naučila in končala s tem. Še vedno sem poročena 45 let. Amen. In veste kaj? Ne morem se niti spomniti, kdaj sem v resnici bila nazadnje jezna na Davida. In če bi vedeli, odkot jaz prihajam, bi sedaj vstali in kričali: to je čudež. Ne delajte slona iz miške. Ne bodite prepirljiva ženska. Veste, kaj pravi Svetopismo? Bolje je živeti pod tanko streho, ki prepušča dež, kakor s prepirljivo ženo. No, možje, tudi vi niste tako popolni. Jaz upam in molim, da je Bog vplival na vaša življenja, na vašega duha z razumevanjem, kako zelo pomembne so vaše besede. Da se zavedate pomembnosti vaših besed. Sedaj, ko boste odšli, ne bo tako, da ne bi nikoli več grešili, vendar recite: Bog pošlji svojega angela, da očisti moje ustnice, daj mi nov začetek. Ko rečete kaj nespametnega, se opravičite. Bodite dovolj duhovno zreli, da rečete: oprosti, bil sem čisto zmeden, ne bi smel tega izreči, ali mi odpustiš.
Bodite dober zgled drugim ljudem. Pojdite v svet in bodite svetla luč in svetite za Boga v tem temačnem svetu. Zahvalimo se vsi Gospodu. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.